Kaj napovedujete Kekovim varovancem letos na svetovnem prvenstvu 2010 v Južni Afriki? No, jaz mislim, da bo reprezentanca en velik turnir, odlične tekme. Sem prepričan, da imajo vse možnosti, da bi preko prve ovire, se pravi skupine, šli naprej, potem v osmini finala. Seveda je vse možno, tako da ena pozitiva in ena napoved uspešnega turnira slovenske reprezentance. Kaj odloča na tako velikih turnirjih? Imate izkušnje z njimi? Odloča fizika, odloča psihologija, odloča navdih, odločajo umetniki? V bistvu je to en koktel vsega tega, kar ste omenili, odločajo vse ti segmenti, ampak sigurno, da odločajo posamezniki, ki vse te segmente dajo, naredijo nekaj več, se pravi z zadetkom, in mislim, da bo posameznik odločal spet. Je prednost Kekove ekipe, da je že z uvrstitvijo na mundial naredila veliko? Ali vendarle mora iti tja narediti neko zgodbo, neki rezultat in nekako si morajo postaviti visoke cilje? In eno in drugo. Prednost sigurno je, da z uvrstitvijo so naredili nekaj velikega, ampak mislim, da tu njihova ambicioznost se ne ugasne. Ambicioznost pomeni, da tudi na takem turniru nekaj velikega naredijo, da je cilj sigurno osmina finala, in sem prepričan, da bo fantje tudi vse naredili v tej smeri. Favoriti so vedno, vsaj v zadnjih letih, bolj ali manj enaki. Južnoameriške reprezentance, Brazilija, Argentina, evropski prvaki Španci. Koga še damo zraven? Italijane, Nemce, Srbe? Sigurno, mislim, da je pravilen izbor. To so reprezentanti sigurno, ki imajo nekaj več, ki na turnirskem načinu tekmovanja znajo narediti velike stvari, in tu nekje je treba iskati prvaka sveta. Alžirija, Anglija in pa Združene države Amerike. Ne uvrščate jih v vrh reprezentanc, ki lahko kaj naredijo na tem prvenstvu. So pa naši nasprotniki. Ja, tako je. Mislim, da to so reprezentance, ki bo težko prišle nekje v zaključno fazo, se pravi, zaključna faza je nekje polfinale, ampak to je tudi naša priložnost. Moram reči, da Angleži, ne glede, so seveda favorit skupine, imajo zelo mali izbor igralcev. Američani znajo presenetiti, ampak mislim, da imamo tudi prednost samega žreba na roko, in to znamo in mi moramo to izkoristiti. Mogoče za konec še napoved prve tekme v Polokvaneju. Zelo kmalu se bodo Slovenci tam pomerili z Alžirci. Ima Zlatko Zahovič kakšno stavo za to tekmo? Stave ne, ampak za ekipe, katere sam navijam, vedno rečem 3-0, ker to pomeni, da ne samo premagaš nasprotnika, ampak premagaš tudi z izidom, tudi če ne pride na tekmo v 3. Kakšna je vaša napoved pred začetkom letošnjega mundiala, na katerem igra tudi Kekova četa? Ja, moja napoved je, da se bomo uvrstili v osmino finala. Če bomo zadržali tisto formo, ki smo imeli v jesenskih kvalifikacijah, če bo večina igralcev igrala v tisti formi, potem mislim, da se lahko enakovredno kosamo z vsemi reprezentancami v naši skupini, in za malo kančka tudi sreče, ki bo sigurno potrebna, mislim, da je nekako realno, da se lahko uvrstimo v osmino finala. Kaj so po vašem glavni aduti Kekove reprezentance? Ja, ta pozitivna energija, ki smo jo videli v jeseni, kemija med igralci, samimi med igralci in selektorjem, in pa ta želja, da uspejo, želja po zmagi, ki se vidi na vsaki tekmi. Mogoče samo še napoved, kdo pa so tiste reprezentance, ki pa jih lahko vidimo v čisto zaključnih bojih med 4 najboljšimi, recimo? Ja, jaz bi tukaj dal predvsem Brazilijo, Argentino in pa Španijo.